No, jaz se bojim, da ne bom govoril pravzaprav kaj zelo različnega od Mojce Pajnik. Vse bolj, kar je nekako specifično za to, kar mislim povedati, je skrito v tem vprašanju, kako razločimo ekonomskega migranta od političnega begunca. Če kdo misli, da bom dajal potem, bi rekel, navodila, kako ne se to dela, bo razočaren. Bolj ne gre za tole, lejte, da mislim, da je nujno, da prepoznamo to ihto, ne, s katero se zahteva od Evrope, od policistov, pa tudi od vsakoga izmed nas v resnici, da moramo biti sposobni zdaj in takoj razločiti dve figuri, ne, ena je dobra, druga je slaba, ena je politični begunec, druga je ekonomski migrant. In jaz bom predvsem poskušal se vprašati, kaj se skriva za tako ihto, kakšne so neposredne in pa potem posredne politične in družbene konsekvence tega, da ne bi takoj zdaj začeli to razločevati. In potem bom poskušal pa nabrati par argumentov, zakaj ne tega ne počnemo. Ne? Na to vprašanje, kako razločimo ekonomskega migranta od političnega begunca, moramo torej neizogibno poskušati odgovoriti takoj. To pa zato, ker si ga praktično postavljajo in ga v praksi tudi razrešujejo že zdaj vse te dneve, mesece in leta, predvsem policisti evropskih držav, kjer se pač begunci znajdejo. V praktični moči je policistov, da odločijo začasno ali stalno o kategoriji, se pravi politične begunce, ki smejo iti naprej do naslednje meje, do naslednjega zbirališča, popisovanja, odbiranja in tako naprej, in na ekonomske migrante, ki jih ta odločitev vrže v drugo polje, kjer med njimi izbirajo državne instance in kjer jih čaka usoda v spektru od zavrnitve, izgona, tavanja, smrtne ogroženosti na eni skrajnosti, do dvoumne odrešitve in prepustitve v fleksibilno delovno silo na drugem robu. Poudarjam dvoje. Najprej, da je to že dejavna segregacija, ki je hkrati izraz dejanske politike evropskih držav in obenem pritisk na politike držav, na medije in na javnost, da to prakso razločevanja priznamo kot temeljno družbeno realnost, kot neko dejstvo, ki se ga ne spodbija, ampak se ga sprejme kot izhodišče naše presoje in našega vrednotenja. Eni so žrtve in se jih usmilijo, drugi so naša konkurenca, lop njih. Drugi poudarek, to je politika segregacije. Po motivaciji in po svojih družbenih učinkih se ta politika ne loči od rasističnih, fašističnih, kolonialnih in drugih praks dolgih zadnjih stolet, ki so izvajale segregacijo, na podlagi katere so razdelili ljudi na dva izključujoča se statusa, izmed katerih je bil eden slabši, podrejen, neenakopraven. Tako so delali rasisti v ZDA in v Južni Afriki, tako so delali evropski kolonialisti na drugih celinah, tako so delali nacisti z Judi, Romi, geji in Slovani, tako so delali v Sovjetski zvezi s kmeti ali z drugimi, ki so jim vzeli del pravic, tako delajo s podeželani na Kitajskem še danes, ločujejo po statusu. In tudi EU segregira ljudi na polnopravne člane in na druge, manj enake ali povsem neenake nam, od tistih zunaj Schengena, prek čakajočih na sprejem v EU, do tistih, ki so brezupno zunaj. Slednji, tisti, ki so brezupno zunaj, so vendarle tudi sami še segregirani naprej, segregirani glede na bogatstvo, izobrazbo, državljanstvo in tako naprej, in s tem segregirani tudi glede na možnost, da kadar bodo v stiski dobijo status, kakršnega imamo mi. Skratka, ključna postavka tukaj je tale. Biti Evropejec je status. V svetu prostega pretoka blaga in storitev, ki je obenem svet mej in pregraj za ljudi brez ustreznega statusa, smo tisti, ki imamo status Evropejcev, privilegirani, smo višja rasa. In jaz mislim, da je s tem tudi povezan velik del, mimogrede, te nenadne ideološke prisile potem, ne, da moramo čutiti empatijo, ne, se pravi, da se postavljamo v pozicijo Angelo Merkel, ne, da za trenutek pokažemo, ne, kako se čustvujemo. Pazite, to je nekaj, kar si
lahko privoščiš in si moraš privoščiti, če si višja rasa, zato da imaš manj slabo vest. Kdo je tako naivn, da verjame, da lahko in da sme policist na meji ali uradnik v zbirnem centru podeliti ali zavrniti status, ki odloča ne le o usodi posameznika, katerega prizadene, ampak v večini primerov so odloča tudi o usodi njegove družine, sorodnikov, prijateljev ali sosedov, ki so ostali drugje, ki so morda odvisni od tega, ali se bo prebil v obljubljeno deželo. V preteklih dneh smo se lahko na lastne oči in ušesa prepričali, kakšen absurd je verjeti, da lahko policist objektivno razloči ekonomskega migranta od političnega begunca. Zelo veliko prebežnikov je brez kredibilnih dokumentov in to praviloma ne po lastni krivdi. Ali ni delovala avtoriteta, ki bi jim bila morala papirje dati in ki bi jih lahko dala, ali jim jih je kdo vzel, recimo izseljevalska tihotapska mafija, ali samovoljni policisti, ali so jih iz medij izgubili in tako naprej. Kako veste, odkot so? Ali razumejo, kaj ste jih vprašali? Ali vi razumete, kaj so vam hoteli povedati? Statusa, ki jim je bil dodeljen, v resnici ne poznate. Zato v njem tudi ne bi smeli odločiti drugače, kakor da vidite pred seboj ljudi v hudi stiski. Kdo, ki ni v hudi stiski, pa pusti vse, kar je imel in gre. Razširilo se je recimo mnenje, da so mnogi izdajajo za Sirce, čeprav so kaj drugega. Da bi dobili status političnega begunca in se izognili statusu ekonomskega migranta. Moj odgovor na to je nadvse preprost. Ali se vi na njihovem mestu ne bi izdajali za Sirce? Kajti najprej so to ljudje, katerih status je manj vreden. V svetu, kjer bi vsakdo enako veljal najprej za človeka, ne bi bilo teh pregrajenih statusov, ki segregirajo. Tam se ne bi bilo treba izdajati za Sirca, da te spustijo čez. Ne tistim, ki se sami pri sebi štejejo med Sirce, ne tistim, ki se ne. Neposredna realnost odločanja o tem, ali je poljubni prebežnik ali prebežnica politični begunec ali ekonomski migrant, nas prisiljuje, da neposredno odgovarjamo izključujoče. Vsakdo je ali eno, ali drugo. Ne more biti oboje hkrati, ali malo enega, malo drugega, ali pa najprej eno, potem pa drugo. Skratka, takoj, ko pristanemo na to, da je najprej treba vsakomur določiti prvi ali drugi status, potem pa sprocesiramo tega človeka v Nemčijo ali v Turčijo ali pa ostane vmes, nikogaršnji, smo se že uklonili rasistični ideologiji in že izvajamo rasistično segregacijsko politiko. Popolnoma jasno nam mora biti torej že takoj zdaj, da šengenska meja ni nikakršen nevtralen teren, kjer bi objektivna vednost določila, kako naj s kom ravnamo. Šengenska meja je že zdaj na vsakem metru svoje dolžine orodje evropskega rasizma. Foucaultovsko rečeno je šengenska meja koncentrirana moč vednost. Njena ideološka moč, s katero slepi nas, Evropejce in medije, je v tem, da se prikazuje kot red, ki ne počne nič drugega, kakor da aplicira neko elementarno vednost. Namreč vednost o identiteti slehernega posameznika. Zakaj pravim, da gre za navidez elementarno vednost? Zato, ker v našem privilegiranem, urejenem koščku sveta, imenovanem EU, pač vsak dan ravnamo po utrjeni navadi, da na banki, na pošti, na policiji, v šoli kažemo dokumente, kjer je potrjena naša osebna identiteta. Uradnik verjame, da sem jaz Jože Vugrinc, ker na dokumentu piše, da sem, jaz pa tega ne zanikam in tudi videti sem podoben osebi na fotografiji. Tako se v našem koščku sveta lahko vsakdo domišlja, da je njegova identiteta enako zanesljiva, kakor njegov nos ali ušesa. In enako del njega, kot da se ga fizično drži. Dejansko pa v vsaki instituciji priča o moji pripadnosti tej instituciji le dokument. Tega pa je mogoče dati ali ne dati. Odvzeti ga, ponarediti ga. Zato je nekoliko dolgo vmesno pojasnilo, se opravičujem, ampak mislim, da je potrebno. Gre namreč za to, da na šengenski meji ljudem identiteto priznajo ali zanikajo, dajo ali vzamejo. Nikakor pa ne gre za nedolžno uvrščanje ljudi v kategorije, v katere objektivno spadajo.
Ali ni namreč jasno, da v deželah, odkoder prihajajo, nimajo identitete, ki bi omogočala mirno živeti? Zdajšnje evropsko discipliniranje prebežnikov ni samo biopolitično discipliniranje teh ljudi, ki so izrecni objekt tega discipliniranja. Obenem je tudi ideološko discipliniranje Evropejcev v varovane osebe, ki naj bi verjele, da bomo bolj varni, če velike večine prebežnikov ne bomo spustili med nas in če bomo vsakomur prilepili status, ki jih bo razločil od nas. Ko rečem varovane osebe, vas spomnim na to, da varovana oseba v razmerju do varuha, ki ga varuje, ni avtonomna, ampak je odvisna. Ne? Tako kot imate v primeru, ne vem, varuha mladoletne osebe. Kot radi rečejo naivneži, je tehnologija napredovala. Na šengenski meji ljudem ne prišijajo rumene šesterokrake zvezde ali rožnatega trikotnika. Prav zanima me, kdaj bomo demokratično izglasovali, naj ima vsakdo vgrajen čip, na katerem bo zabeležena identiteta, ki so mu jo vsilili. Biti varovane osebe se pravi biti odvisni od represivnega aparata, ki v imenu varnosti prepreda Evropa in svet in grozi z močjo, da statusne identitete podeljuje in odvzema, razločuje in spreminja. Bi radi vedeli, kdo je v resnici silec? Kolikor bolj se bomo podrejali discipliniranju, ki vse ljudi segregira, toliko bolj se bo vsak izmed nas tresel za svoj status. V kontekstu discipliniranja EU danes je zahteva po varnosti, zahteva po zaščiti privilegiranega statusa. Mi, ki ta status imamo, naj bi hvalili Boga in Evropsko unijo, da nismo recimo Afganistanci. To pa implicira, da se bojimo in stiskamo riti, da nas statusa ne bi vzeli. Smo ujetniki lastnega privilegija. Smo na ideološki fronti, kjer tisti, ki postavljajo na prvo mesto frazo o varnosti, Slovenije, Evrope, krščanstva, našega vikenda in tako naprej, na tej ideološki fronti poskušajo eni čim več prebežnikov razglasiti za evropskega migranta. In za ekonomskega migranta. In za te je ekonomski migrant simulant, se pravi goljuf in lažnivec, ki se dela za političnega begunca, čeprav to ni. Pri tem je zanimivo, da v svoji ideološki vnemi spregledajo, da je nekdo lahko politični begunec, čeprav nima dokazov za to. K sreči so vsaj ponekod tisti, ki odločajo o človekovem statusu, dovolj humani, da to možnost dopustijo in da tiste z dvomljivim statusom spustijo čez svojo prepreko in jih prepustijo nadaljnji obdelavi v središču imperija, v srcu Evrope. Na drugi strani ideološke fronte pa smo ali so tisti, ki verjamete, da je segregacija na politične begunce in ekonomske migrante praktično nevzdržna in človeško zato nedopustna. Za nas je prebežnik najprej človek in šele ko bo dospel na svoj cilj, se naj z njegovim dejanskim preteklim, sedanjim in prihodnim statusom ukvarjajo drugi. Tega zadnjega stavka seveda ne smemo jemati kot sklep, kajti žal glede njihovega statusa ne bo še nič rešeno, ko pridejo na cilj. Pa naj mi, ki bi jih vse spustili čez, verjamemo, da se ta dva statusa v resnici da ločiti, ali pa ne verjamemo. Dogovor o kvotah nakazuje, da bodo prebežnike z njihovega zaželenega cilja ali pa še prej razvažali po Evropi in da se bo cilj izkazal za nekaj drugega. Tako ali tako jih čaka streznjujoča ugotovitev, da ne Nemčija, ne EU, ni Indija, Koromandija. Dokler se razmere za življenje na Bližnjem vzhodu, v Afriki, v Afganistanu in še kje ne izboljšajo, ne številke, ne kvote, ne politika EU ne bodo stabilni, politike segregacije pa se lahko še zaostrijo. O nečem pa ni dvoma. EU se je spustila v manipuliranje s statusom in s tem za identitetami 100 tisočev, morda milijonov ljudi v stiski. To manipuliranje se praktično dogaja kot prisilno ustavljanje, identificiranje, zapiranje ljudi, njihovo pošiljanje sem ter tja,
pogajanje o statusu posameznikov in skupin s temi ljudmi samimi, pa med evropskimi državami, pa med interesi kapitala po ubogljivi delovni sili na eni strani in dvomljivo pametjo držav kot represivnih aparatov za krotitev prebivalcev na drugi strani, prebivalcev ozemelj, ki so pač po zgodovinskem naključju v Evropi danes države. Zato je treba teoretsko, praktično in politično na vprašanje, ali sta politični begunec in ekonomski migrant res dve različne kategorije ljudi, ali je to eno in isto, odgovoriti, da sta to dve razsežnosti bivanja, ki ves čas prehajata ena v drugo. Slabše, ko so gospodarske razmere na nekem področju, ostrejši so družbeni spori in več je ljudi, ki ne morejo živeti človeka vredno življenje. Ekonomsko prikrajšanje postajajo vedno bolj politično zatiranje. Če pa se jim posreči pobegniti nekam, kjer najprej ostanejo živi in navarni, potem pa dobijo dela in se lahko preživljajo, v najboljšem primeru pa z zaslužkom pomagajo svojim bližnjim, ki niso mogli pobegniti. V tem primeru so se iz političnih beguncev spremenili v delovno silo privilegiranega dela sveta in v ekonomski dejavnik. Vemo tudi, da so pribežniki najbolj ranljiva delovna sila in da so marsikdaj in marsikje predmet brutalnega izkoriščanja, bolj brutalnega izkoriščanja od drugih ljudi, ker imajo bolj negotov status. Ekonomski migranti so torej predmet čezmernega političnega zatiranja, politični begunci so predmet čezmernega ekonomskega izkoriščanja. V družbeni realnosti statusa prehajata drug v drugega. Zamislimo pa si, vsaj v Sloveniji si moramo to zamišljati, upam, da je vsaj na Norveškem drugače. Zamislimo si družbo, kjer so bili pribežniki sprejeti tako, da lahko legalno delajo in se preživljajo in niso predmet še nadaljne neenakopravne obravnave strani države in ali delodajalcev. V taki družbi prispevajo k njenemu bogatstvu in kulturni pestrosti, obenem pa so v veliko boljšem položaju, da lahko pomagajo svojim domačim ali celo stabilizirajoče vplivajo na razmere v domovini. S tem, ko so bili politično sprejeti, so ekonomsko sprejeti. S tem, da so ekonomsko sprejeti, so si pridobili vsaj nekaj politične moči. Ekonomski položaj in politični položaj prehajata drug od drugega. To, da jih ne segregiramo, je na dolgi rok pogoj, da jim lahko pomagamo in še, da si pomagajo sami. Ne le to, samo tako ostanemo ljudje. Samo tako bo Evropa nekaj, česar nas ne bo sram. Vendar pa se moramo od neposrednosti vprašanja o statusu pribežnikov k nasilju, k temu prenagljenemu ravnanju, k nasilju nad nemočnimi, vrniti k vprašanju, kako sta se ta dva statusa, ekonomski migrant in politični begunec, izoblikovala pred prihodom pribežnikov k nam. Prav ogabno je, kako so isti mediji, ki so pred nekaj tedni še točili solze nad nehumanostjo ravnanja s pribežniki na makedonski ali madžarski meji, obrnili ploščo. Zdaj imajo polno usta varnosti, Schengena in še nekajkrat. Varnosti, varnosti, varnosti. Ozračje in ton poročanja nezgrešljivo govorita, da smo priča naravni katastrofi. To ni žled, to ni potres, to ni suša, to ni požar, ne, to je potop. Begunci so človeški cunami. Najpogostejša besedna zveza je val beguncev. Politiki in mediji vsakeč, ko spregovorijo o valu beguncev, spregovorijo v jeziku bivšega policijskega ministra. Jezik SDS pa je Orbanov, Le Penov in Bosjev jezik. To je fašizem z demokratično izgovarjavo. Prej so bili ljudje, ko pa so na našem pragu, so naravna nesreča. Zato je nujno, da se spomnimo, da so begunci to, kar so namreč ljudje, ki niso mogli ostati doma, že odkar so bili pregnani z domov. Begunci niso postali begunci šele na Lesbosu ali v Gevgeliji, ali v Tovorniku, ali v Rigoncah. Družbena razmerja, ki so z njih naredila begunce, so družbene razmere, ki vladajo v Afriki, na Bližnjem vzhodu, Centralni Aziji in še kje. Teh družbenih razmerij pa ljudje, ki so zdaj begunci in prihajajo v Evropo, niso naredili sami.
Zdajšnjih migracij v Evropo ne razumemo, če odmislimo, da je Evropa krepko sokriva za to, da nastajajo tam stotine milijonov revežev in milijoni političnih beguncev. Zdaj se zavedam, da prepovedujem zdaj stvari, ki jih velika večina med vami dobro ve. Zdi se mi pa pomembno, da jih v tem kontekstu povemo, da jih povemo skupaj in da jih velikokrat ponavljamo. Britanski, francoski, nemški, italijanski kolonializem so Afriki urisali meje, ki razdirajo in nasilo združujejo skupnosti. Usilili so jim infrastrukture in gospodarstva po svoji meri. V obdobju po koncu kolonializma pa so jih finančne institucije pod hegemonijo ZDA prisilile v dolžniško suženjstvo, ki je uničilo domača poljedelstva in zametke industrije, ljudi pa pognalo v prenaseljena mesta brez možnosti večine za zaposlitev. Vse to v imenu svobode pretoka blaga in ljudi. Na Bližnjem vzhodu so Britanci in Francozi v prvi svetovni vojni in po njej razsuli Osmansko cesarstvo in naredili meje. Kurdom niso dovolili lastne države, ker so si Britanci vzeli tamkajšnje izvire nafte. Irak in Kuvajt, Sirija in Libanon so umisleki zmagovalcev prve svetovne vojne. Britancev, s koncesijami Franciji, Italiji in ZDA. V ta svet so potem odločilno posegle ZDA, ki so se oprle predvsem na najbolj konzervativno arabsko državo, Saudsko Arabijo. Ta povsod podpira uradno ali neradikalni islam in je bistveno sokriva za eksodus z zemelj, kjer so radikalni islamisti najbolj dejavni. Izrael si od nastanka dalje prizadeva, da bi osvojil vsako arabsko sosedo posebej in vse skupaj. Na nasprotni strani, kjerkoli že je Rusija. ZDA, Izrael, Rusija in Saudska Arabija so države, ki razen Kitajske porabijo največ denarja za oboroževanje. Same radikalizacije obubožanih arabskih množic pa tudi ne moremo razumeti, ne da bi upoštevali, da je islamizacija poskus odgovora na stalna ponižanja strani Zahoda. Skratka, družbena, politična in celo religijska nasprotja sodobnega sveta so nakopičena na Bližnjem vzhodu. Predvsem zato, ker sodobni kapitalizem temelji na nafti in ker sta nesloga in poniževanje tamkajšnjih ljudi glavna načina, kako so globalne kapitalistične velesile ZDA na čelu doslej obvladovale ta del sveta. Zakaj prebežniki ne odhajajo v arabske dežele? Vprašanje je nesmiselno, prebežniki so že tam. Libanon, Jordanija, Irak jih imajo bistveno več, kot jih lahko prenesejo. V vseh teh državah je vsa latentna tudi vojna. Turčija, ki bi v EU radi razglasili za varno državo, je dejansko že desetletja v vojni s Kurdi. Naftne države arabskega polotoka pa so države, kjer je domače prebivalstvo že v manjšini, saj večino sestavljajo brezpravni ekonomski migranti. Večina jih je iz nestabilnih in ali revnih islamskih držav. Mnogi med njimi, še posebej Palestinci, so izvirno bili politični begunci. V Saudski Arabiji, Združenih arabskih emiratih, Kuvajtu, Katarju, Bahreinu je domačin še bolj izključujoč status, kakor je Evropejec v Evropski uniji. Status ekonomskega migranta je tam ekonomsko status bolj sužnja, kakor mestnega delavca. Obenem pa ljudje, ki tam živijo in ustvarjajo bogatstvo teh držav, večinoma niso državljani teh držav. Kdor se zavzema, da strogo razločimo ekonomskega migranta od političnega begunca v Evropi, si prizadeva, da bi Evropska unija postala podobna Saudovi Arabiji. No, za konec bom rekel samo tole. Eden izmed najbolj razvitih twitterašev v Sloveniji nedavno tweetnil nekaj, kar se me zdelo zelo duhovito na račun levice. Takole je natumbal. Gnili kapitalizem je kriv, da bežijo v gnili kapitalizem. Ha. Ne zaveda se, da je zapisal resnico. Predvsem ne razume, zakaj je to res. Kjer in kadar gnili kapitalizem, to more gnilobo izvozi. Ali pa je že naredi drugje, da mu je nekdo treba vohati doma. Prebežniki prihajajo k nam, ker ne morejo drugam. To, da niso prišli v obljubljeno deželo, pač pa gnili kapitalizem, potem jih bojo pa z iskrenim veseljem poučili oboževalci varnosti.
Toliko, hvala. Izvolite, pripombe, ugovori, pardon, sem to pritisnil. Pripombe, ugovori in ostalo, zapomnite. Kar začnite govoriti, kaj bolj slabo vidite. Ja. Je bi tukaj nekaj od vojne povedal. Vojna je v bistvu najnižji del kulture. To je torej najprimitivnejši del in mogel biti najbolj obvladljiv del. Čeprav preko šolanja dobimo občutek, da je tu nek najbolj globok del kulture. Ni, ne? Moramo seveda, tu je enostavno tako površje kulture in tega sveta, da ga ni težko ustaviti. Vojne so zelo primitivne in zelo jasno so razlogi, zakaj se dogajajo. Zato se mi pač zdi, da tukaj moramo jih zreducirati na tisto, kar so in da propadejo same vase, kolapsirajo. Da se ustavi te stvari. Pardon, no jaz mislim, da če bi bile vojne nekaj zelo preprostega, jih pač ne bi bilo. Se pravi, da so izraz kompleksnosti sodobnega sveta. Vojna je postranski del kulture. Zdaj, če te kaj več zanima o tem, si prepere dnelogodje v kulturi. Freud. Ko bi tudi to tem, če apliciramo je to, da kultura pa vojna nista si izključujoči. Ampak kje zadev obdobja in vojna in kultura sta še kako povezani. Glede, meni se zdi pač pri tem, kar meni se zdi bistveno tole, ne? Tisto, s čimer se da slepiti ljudi, izgleda v tem trenutku najbolj, in mene skrbi to, da sem videl ljudi, ki so recimo absolutno na politični levici bili in so ravno tako so jih prepričali, ne? Ja, zdaj pa moramo res razločiti, ne? Kdo je ekonomski migrant, kdo je politični begunc, ne? Ključna zadeva je to, da te identitete niso nekaj, kar pač ljudje objektivno sami na sebi imajo, ne, potem pa uradnik pride, pa ve, pa pogleda, pa vidi, kaj nekdo je. Ne. To so identitete, ki se proizvajajo ves čas. Ne, in pogledajte, ko so postali, naprimer, predniki današnjih Sircev ali pa Izraelcev ali pa, ne vem, recimo Iračanov, ne, ko so postali Sirci in Iračani, tega jih v resnici niso vprašali. To se je zgodilo po prvi svetovni vojni, ko so si vele sile te zadeve delile ta ozemlje. Mi živimo pa v tej iluziji, da identiteta človekova, govorim o, ne, predvsem o pripadnosti državi, pa tudi za kakšne druge identitete, no se zadnje enako velja, da so situacijske in relacijske, ne, zgodovinsko proizvedene, minljive, spremenljive. Ne. In meni se zdi to ključno zaradi tega, ker pogledajte, če spoznamo to, da so identitete to, kar se ljudem vseljuje, prileplja, za kar se jih zdajle aktivno dela, bomo videli, da je druga plat te resnice ta, mi smo tisti, ki soodločamo o tem, kakšno identiteto bomo imeli. In na podlagi družbenih bojev, na podlagi političnih bojev, na podlagi realne solidarnosti se identitete delajo in edino na tej podlagi se je mogoče boriti proti identitetam, ki jih nam prilepljajo. Se pravi na ta način, da aktivno proizvajamo drugačne identitete. Ko ste vi govorili o slepini, vojna je, tudi da je vojna primarna in normalen del kulture, je največje slepilo. Noben človek,
nobene ljudje se načeloma ne krega med sabo. Recimo, ko sem bil v zaporu v Turčiji, so tam Afganistanci vsi vedo, tam je 10 narodov. In vedo, večinoma Afganistanci tu vedo, vsaka narod bo ubit en človek in prenešen v drugi narod, truplu, da se jih poje med sabo skrekali. Tukaj so povsem umetno, vsa negativna čustva so pravzaprav umetno ustvarjena. Niso naravna in niso vesolna. So zgolj izbira drame, so izbira nekega eksperimenta, niso pa del evolucije, da ne govorimo o kreaciji. Vojne so ustvarjene umetno in tu so giganti, pač te korporacije jih skrbijo, da se netijo naprej. Zelo kot čas ropajo še nadaljne in da nas v končni fazi jih ne zanima identiteta, samo jih zanima, kdo je tisti, ki bo dal dol glavo in bo služil v njihovem sistemu in kdo je tisti, ki diši po temu, da bo znal, da se bo prebudil. A boste šli pa boste korporacijam to povedali? To jim je že znano. Vendar uspejo z zlorabo češarik ljudi, ki so v sredi glavah ljudi, uspejo vzdrževati njihovo sliko. To je to glavno slepilo. Zlorabljajo tehnologijo, to moč, ki jo ima človek v sebi prirojeno. Ampak dokler še ne ve za to moč, lahko oni zlorabljajo in projicirajo svojo sliko, da jo gledamo. A še kdo želi povedati svoje mnenje? Da se dotaknemo nazaj teme ekonomski migrantov begun. Tukaj se lahko zna zgoditi podobno, če se bo v mediji še naprej poudarjali to, da bo prišlo do nekakšnega navideznega tožarjenja oziroma delitve na Sirice in ne na Sirice. To je že videno, to so ljudje delali v času holokausta in da se tega največ bojim, da ko govorimo o tej, razpiramo o tej temi, dajemo poudarek temu bolj in ljudje se bodo želeli, ne vem, bodo rekli, ni in se bodo namesto, da bi stopili skupaj, kar ti gre za pomembno sistemsko vprašanje, redefinicijo potrebnog sistema, se bodo dali, kdo je ekonomski migrant in begunec. Vsi pripadamo človeštvu in to je potrebno delati, da ne bi bilo. Ja, jaz tudi mislim, da je treba kar se da dosledno ustrajati pri nečem, kar je navsezadnje zapisano v deklaraciji o človekovih pravic, v deklaraciji OZN o človekovih pravic. Skratka, absolutno prednost pred vsemi identitetami drugimi ima to, da smo ljudje. Nihče ni bolj človek, kot nekdo drug, razumete. To se mi zdi ključno. Mene pa v bistvu zanima to vaše mnenje, zdaj tudi nekaj, ko prek socialnih medijev gledam, pa to, kakor meni niti ne bi bilo tak problema, gre kakor za politične begunce ali za te ekonomske migrante, ampak ne bi kakor bil največji problem v tem, da kakor ne bi muslimani usvajali Evropo, ko ne bi tudi člani tega ISIS-a bili noter pa to. Pa me jaz sem tudi eno pa napisal, da je klej čisto vseeno, kakšne religije si za kogar gre, da pač, če se da pomagati, pomagaš, ne pa da zdaj, kakor ta musliman temu ne bom pomagal, ta je kristjan temu pomagati. Glejte, ti isti ljudje tudi trdijo, če ste opazili, da bogati ljudi v arabskih državah zalagajo teroriste z obilo denarja. Kar verjamem in kar je res. Vendar, če je to res, zakaj so potem ti predpostavimo, da obstajajo, za hip? Zakaj potem so se izbrali tako genialno pot, da se prevažajo naokrog od Lesbosa preko Gelgelije do Horgoša, nazaj v Šiptornik in tako naprej, ko bi pa lahko s pomočjo tega denarja lepo in lahko verjamemo, da to tudi počnejo, z letali se prepeljali z vsemi dokumenti tja, kamor morajo priti. Mislim, verjeti tem konstruktom je nekaj najbolj debilnega na svetu. Ti so res, mislim, približno te sorte kot verjeti v čarovnice. Mogoče tukaj ključnega pomeni, da nekateri iz Azisa imajo že evropska državljanstva. Jaz verjamem, seveda, lejte, v enem takem valu 100 000 ljudi pač pride vse mogoče, ampak
poglejte, kako ta argument deluje. Ne? Med 100.000 ljudmi je lahko, ne vem, 10 teroristov, torej zaustavimo 100.000 ljudi. Ne? Hkrati pa misli, da ti teroristi ne bojo na kakršenkoli drug način tudi mogli priti na svojo destinacijo. To je absurdno. Ne? In point tega je preprosto samo ta, ne, vzbujati v nas to potrebo, da nas zaščiti. Ampak gledajte, ključna razsežnost, recimo, se mi zdi na tej ravni dejanskega širjenja varnostnih mehanizmov, prepredanja celih držav Evrope z varnostnimi mehanizmi, in zanj je to, kar se dogaja z begunci, povod. Ključno pri tem se mi zdi tole, pogledajte. Tisti trenutek, ko ti pač sumiš, da bi lahko bil med temi prebežniki en sam terorist, in tisti trenutek, ko ti lahko na podlagi suma ali dejstva rečeš, ne, begunci so med nami, ne kontroliramo jih, ne vozijo se po naših cestah, hodijo po naših poteh, spijo med našo koruzo, ne, hodijo čez naše reke, med njimi se pa skrivajo ti teroristi. To pomeni, teroristi je lahko kjerkoli, kar pomeni, tudi varnostne sile morajo biti povsod. Tudi varnostne sile ta trenutek dobijo s tem bjanko menico, da niso samo na mejah, ampak da so povsod. Samo en stavek še, če dovolite. Kar pomeni, da jaz menim, da v tem v žargonu policijske države, za katero mislim, da je po logiki, da gre dobro k neoliberalizmu, da deluje v evropskem kontekstu zdajšnja begunska kriza kot tisti argument, ki omogoča nastajanje policijske države, se deluje natanko enako, kot sem že prej rekel, kot je deloval napad 11. septembra v Združenih državah. Hvala, izvolite. Ja, meni se pa zdi, da je ta retorika, posebej zdaj, ko ste v par stavkih izrekli, načeloma čisto do potankosti ista, ko je bila 91. leta, ko smo imeli razloge za vojno v Jugoslaviji. Ohranjati integriteto, enotnost države, ubraniti meje, prišel bo nek abstraktni notranji sovražnik, tako zdaj ta terorist je abstraktni sovražnik, instrumentalizirati pa mobilizirati in finančne in vzvode moči. Na koncu koncev smo pa ugotovili, da gre, kar se pa, mislim, da tudi v Evropi gre za čist preprosto zelo primitivne nacionalizme. Lejte, jaz mislim, da so nacionalizmi, da niso neka preprosta zadeva, ki bi iztrajala neki svoji dani identiteti, ampak da jih vedno znova poraja iz, ne vem, iz številnih razlogov. In jaz mislim, da so zdajšnji ti nacionalizmi v nekem smislu reakcija. Ne? Reakcija na neko politiko, ki je države zares ne obvladujejo. Zato jaz mislim, da teh nacionalizmov ne smemo podcenjevati. Ne smemo jih podcenjevati. Mislim, da imamo zelo dobre razloge, da ponovno premislimo, recimo, take na levici desetletja in desetletja zaničevane pojme, kot so domoljubje. Zakaj? Z enega preprostega razloga. Velik kapital popolnoma trga na razne vezi, ki vežejo skupnosti, in pravzaprav velik kapital danes razdira državo kot socialno državo, kot tisto, ki vsaj en del potreb, ki so pač vsakdanje človeške potrebe preproste reprodukcije naše, zagotavlja vsem ljudem in skupno. In mislim, da je zaradi tega, da so nacionalizmi zelo hud sovražnik, ne zaradi tega, ker ljudje se za nacionalizem lahko danes odločijo po tej logiki, ne, a veste,
ne, pač mi Slovenci ne moremo zagotoviti, da bi vsem ljudem šlo na tem svetu dobro, dajmo poskrbeti zase. Česar ne opazi nacionalizem je predvsem v tem, da s tem, ko se usmerja proti drugim, ne, ljudje bijajo napačne boje, zelo preprosto. Bijajo boje med sabo, ki jih morajo bojevati proti skupnemu sovražniku. To je pa nekaj, kar ni nova situacija, ne. Tisti temeljni zgodovinski poraz, ki so ga tukaj doživele sile solidarnosti v novejši evropski zgodovini, se je zgodil s Prvo svetovno vojno. Ja bi še omenil o teh teroristih, ne. Zdaj, teroristi, ti, ki se jim pravi teroristi, ne, oni so samo dno tega peštanja in izkoriščanja, ne. Teroristi, pravzaprav resnični teroristi so, marsikateri politik so resnični teroristi, ne, ki terorizirajo celo državo, ne, tako naprej, nas in življenja tukaj svobodno, ne, zaradi v imenu kapitala. Hkrati pa smo tudi mi lahko teroristi, ki se recimo proti temu sistemu borimo, ne. Tukaj smo vsi neki teroristi. 11. september, ne, pa je v bistvu se hteli reči, da je zletali, da so muslimani to naredili. 11. september, takrat je pripravljen reformacijski akt, da se bo kompleks sistema rekonstruiral ob 9. uri zjutraj. Vendar so potem zionisti tu poskrbeli, da se to zrušilo, da se je preprečilo in so rekli, da so neki mohamedanci to krivi. No, jaz mislim, da smo slišali že dovolj globokih resnic za 3/4 ure, zato vam dam prosto 4 ure do naslednje. Hvala. Hvala.